Dobro večer, spoštovane, spoštovani, dame, gospodje, cenjena publika. Dobro večer tudi vam pred malimi ekrani. Petek je spet 8 ura, cajt je za naš vsakotedenski petkov Ruzvaj z muziko, z igrami, z gosti. Danes za nas Sixpack Čukur, Kiti in Vladimir Mikek, ansambel Biseri. In še en čist poseben gost, to je motor Yamaha PV50. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. Gospe, gospodje, teden je naokrog, petek je spet tukaj, hvala Bogu, itak vsi čakamo, da bo čim prej vikend. Zdaj od tistih snežin, ki smo jih prejšnji teden opevali, se ni zgodilo nič, ni nas zametlo, nobenih snežakov, nič posebnega se ni zgodilo. Je pa ena mala sprememba, v mestu lučke imamo. Aplavz in to prvi v Sloveniji, kar je super. Glede na to, da smo ponavadi prvi v nekaterih kategorijah, pa na lojtrah, ki niso najbolj optimistične. Ostalo seveda prepuščam vam v tem trenutku, da premislite, kje točno. Danes imamo na tapeti spet odnose, zveze, pa vse, kar sodi zraven, pa še eno za začetek današnjega večera žensko dilemo. Sem tvoja, nisem tvoja, čigava sem malo od ateja, pa od mame, pa mogoče še od koga. Dajmo začeti z Biseri. Sekunde, ko sva skupaj jaz in ti, vse je lepše, vse drugačno je. Kamorkoli gledam, vidim tebe le in jaz sem tvoja. Naj vedo vsi, da sem le tvoja. Noči skupaj gledava nebo, božeš mi roko in praviš, da sem tvoja. Srečna sem, ker vedno bom le tvoja. Vodil me boš tja na kraj sveta, zaljubljen do neba, boš pravil, da sem tvoja. Vsak trenutek vem, da si ob meni ti. Vse je lepše, vse drugačno je. Vsak nov dan ob tebi zdaj še lepši je. In jaz sem tvoja. Naj vedo vsi, da sem le tvoja. Noči skupaj gledava nebo, božeš mi roko in praviš, da sem tvoja. Srečna sem, ker vedno bom le tvoja. Vodil me boš tja na kraj sveta, zaljubljen do neba, boš pravil, da sem tvoja. Srečna sem, ker vedno bom le tvoja. Vodil me boš tja na kraj sveta, zaljubljen do neba, boš pravil, da sem tvoja. Daj tiho reci, da sem tvoja. Biseri in Alen Klepčar. Spoštovani Alen, dobro večer. Živijo. Najprej prva zadeva, roza harmonika, resno? Ja.
Daj mi povej, kje dobiš tako harmoniko? Ne, a ni huda? Je za pogledati, ja, vsekakor. Predvsem to, ja. Ne, pa jaz z routerjem sodelujem že več kot 10 let in hoteli smo nekaj odpičenja, nekaj drugačnega. In so naredili roza harmoniko, kaj posebej za tebe? Tisti, ki je prvi izjavil besedo roza, mu je še danes žal, ampak ne, zadovoljen sem z njo. Mislim, super je. Jaz sem zdaj drugi. Zmer, veš, priješ to harmoniko nekam, pa zmer je ono takoj. Ne, pa je drugač. Poslušaj, biseri, zdaj zgleda, da se 3 fantje pa en biser. Ne, saj ne. Vsi ste trije biseri, pa Sabina. Ja, imate kot kak drug drag, zelo tak dragocen kamen. Pa ne, to pa ne. Niti ne. Poslušaj. Sam na žolču, pač še to ne. O, Jezus, dobro, zdaj tisti, ki je to na zadnje rekel, tudi ni preživel kakega večera. Roza harmonika še najmanjši problem. Ali mi da bova poiskala srečo, verjameš ali ne? Ja, jaz upam, da jo bomo tudi najdli, ne da jo bomo samo iskali. Dajmo poiskati srečo! Če kot veste, vsako oddajo posebej iščemo srečo, po mestu zdaj, kaj je sreča, to veste sami najbolje, kaj je za vas. Mi smo srečni takrat, ko nekoga pošljemo na cesto, pa najde tisto, kar dejansko iščemo. Imeli smo na zadnje ansambl Stil, se mi zdi, pa predtem poskočne muzikante, vsak je po svoje iskal, enkrat smo iskali glavnik, na začetku smo iskali sliko partnerja, partnerice, če pač kdo imel zraven, zdaj tudi te bomo poslali, da boš moral nekaj poiskati, to veš, ne? Dobro. Ja. Pa je v sliki partnerja sreča? Ne, nobene slike. Če jo imaš pri sebi, če nimaš, imaš nesrečo na koncu. Iščemo pa robec iz blaga. Ampak v robcih je pa res sreča. Zakaj? Ampak... Odkot? Mislim, predtem, ker ga uporabiš, takrat tisto ni več dobro, sreča. Okay. Nisem že pri dimnikarjih, pa pri gumbih, pa dajmo si jih zapet. Poslušaj, ne, čisto zares. Robce imamo danes vsi zraven, več ali manj, neke papirnate, take drugačne. Zdaj ta stare robce iz blaga, to pa je skoraj... Tistega iz blaga bo mogel najti. Ja, tistega iz blaga. Pa to Mariborčani še imajo? Jaz upam, da. Vi ste iz Pivke, torej kaj ste, Primorci? Primorci. Vsi? Primorci. Striktni Primorci. 3 smo iz Pivke, z okolice Pivke, naš Marjan kitarist pa iz Idrije, ampak še on trdi fiksno, da je Primorc, tako da če on, pa smo mi 200%. Vsi itak 200%, ja. Zdaj, Primorci, imate te robce zraven ali jih nimate? Ne. Papirnate že, ampak... Dajva mi da pogledati, kako je s tem na Štajerskem. Torej, mi te pošljemo zdaj ven z ekipo, s kamero, z vsem skupaj, greš po mestu, nekaj si oblečen, ne boš, da te ne bo zazeblo. Poskusi čim prej najti to zadevo. Na zadnje, zdaj rekordni čas je, če se ne motim, 2 minuti in 57 sekund, to so imeli ansambl Stil. Predtem, ja, kar težko. Dejte Mariborčani hitro iti ven na ulice z robčki, ker jaz ne vem, kje bom kakšnega našel. Blaga, obvezno. Tako da poišči pri kakem džentlmenu, pri kakem starejšem gospodu, recimo. Mogoče res, ja. A pa pri gospe, kaki starejši. Tako. Te še imajo manire, vejo, kaj to pomeni, če imaš robec zraven, da je to pač neka dodana vrednost, ne sem papir, pa pol vrže stran. Ja, ne, ti si. Konc koncev. To je to, poskočni muzikanti 21:44, zdaj to pa je čas, ki smo ga na prvi oddaji dosegli, kar pomeni, to bi skoraj lahko presegel. Pa jaz mislim, da če se bom potrudil, pa če bom res aktiven, pa če bodo ljudje res sodelovali, bom verjetno pred tem časom uspel najti tale robec, ampak koliko si pa rekel, da je rekord? Rekord je 2 minuti 57 sekund. V tem času še svojega žepa ne bi Ansambl Stil, zdaj to rabiš žli, da se oblečeš verjetno, ne, počasi. Ja, najbolj, da gremo kar na delo, ne. Poslušaj, deva se mi dva za na hitro posloviti, ti na hitro najdi to zadevo, jaz ti želim vso srečo. Torej, vsaj manj kot 21 minut, kot 22 minut. No, to se tudi meni ne da lutati po Mariboru, tako da res upam, da bo manj. Ok, upam. Čeprav lepo mesto ti ga še razkažejo malo počasi. O, super, prejem nazaj. Ok, izvoli. Skoči ven. Nič, Maribor, evo, gremo v akcijo, iščemo nekoga, ki ima robec oziroma brisačko, ne papirnato, svilnato, bombažno, kakršnokoli, samo ne papirnato. Tako da vsi, ki zdaj gledate televizijo, dajte iti hitro ven z robčki, naj mi ga nekdo prinese, ker mi bo zelo veliko uslugo naredil s tem. Res ogromno uslugo. Jaz bom malo takoj že poskusil srečo, tukaj po Mariboru. Ki so Primorce poslali v center Maribora, jaz sem bom še zgubo se bom, kako bi vi rekli, zgubil.
ne bom se izgubil, ampak še vedno iščem kako živo dušo, ki mi morda prinese srečo in jaz njemu oziroma njej prinesem srečo z eno tako lepo nagradico. Evo, bomo že kar vprašali takoj na začetku, lahko malo zmotim, ne marajo me. Gremo naprej. Sigurno bomo, jaz zaupam vas, zaupam srečo in verjamem, da bom zelo hitro našel nekoga. Gospa, vas lahko zmotim, samo 1 sekundo, mogoče imate robec pri sebi. Gospa me tudi ne mara, gremo tukaj naprej. Lahko vas, gospa, zmotim samo za sekundo, iščemo nekoga. She don't speak Slovenian. Se pravi, gremo naprej. Gospod mi beži. Noter pa ne gremo. Tukaj bomo zmotli, lahko samo sekundo zmotim. Iščemo nekoga, ki ima robček ob sebi. Ne papirnat, svilen, bombažen. Sigurno? Ne lažete? No, pa brez zamere, pa srečno. Gremo naprej. Še v drugo stran malo pogledat. Evo. Drugače, Mariborčani, imate radi Primorce? Nič mi ne zgleda, kaj zaenkrat tako. Bomo videli. Gospa ima sigurno. Gospa. Vas lahko Ne, joj. Tudi gospa ne. Vi pa... Gospod je na telefonu, zato ga ne bomo motili preveč. Ampak tukaj pa definitivno nekdo ima papirnato brisačo. Robček, svilen, bombažen. Sigurno ne. Poglej za vsak slučaj. Nujno rabimo nekoga. Imam darilo za vas, če ima kdo. Nimate. Gremo naprej. Gospa, gospod, vas lahko samo malo zmotimo? Samo malo, iščemo nekoga, ki ima. Ste že bili. Imaš mogoče ti robček pri sebi? Nimaš. Tudi gospodič nima robčka. Iščemo srečo naprej. Gospa, imate mogoče robček pri sebi? Iščemo nekoga, nimate robčka. Tudi gospa nima robčka. Gremo še v drugo stran še enkrat pogledati, mogoče se nam sreča nasmehne. Kako? Pa niste zdaj prehlajeni, saj hvala Bogu, da niste. Nič hudega, hvala vseeno. Alenu seveda vso srečo pri iskanju robca po mariborskih ulicah. Mi se vračamo k našim odnosom pa zvezam. Preden vam predstavim oziroma povabim k sebi nocojšnja osrednja gosta še en štikelc, en komad number one žena, Sixpack Čukur. Spoštovani, dobrodošli. Z vami Sixpack Čukur. Radio Velenkovac, kako pa? Number one žena. Ena stara klasika sam za vas, dame in gospodje. Čeki, hočem Slovenko za ženo, da mi dela sirove štrukle, da mi za mačka, ki služupo na mizo rukne, da grem zo na koline v domačo vas, da polno bo klobas, ko prije zimski čas, da je naredim otroka, za ker ga bo res skrbela, ne bo ko neka čudna, čez noč me odletela, da bo redno službo imela, da vse mi bo verjela, tudi če me zaloti was me, bejba, hočem švabico, bravo Bundesliga bamco, ma furala Audija 100 z nemško tablico, navijar za Bayern München, da polna bo kinte, na drugim ženska laka, jaz bom delal za tringel. Hočem Italijanko iz srca Milana, da močna na San Siro, v določen Gabbana, da ma pila espresso, jedla špagete, hodla na izlete, z gondolo čez Benetke, hočem ženo z balkansko krvjo, da ma jedla burek sarmo in baklavo, da ma posluša narodnjake na Pink TV, da ma pila zao rakije in turski kafe. Ti si žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, hej, ho, čeki, hočem Kitajko, približno 25 let staro, da ne razumem niti besede, kako mi bo srala, da ma jedla s palčkami, da pekoča bo hrana, da bo kung fu znala, da bajta bo varna. Whatever mala, pej pogledat v kuhno, da boš suši zažgala, Parižev vino zram prnes, da se ga napijem ko pes, tako mi če všprehat in čajnez, hočem ruskinjo,
Skočimo na glavi, belo kosir, da pelambijo v solari, da se bo Mariboru počutila kot na Havajih, da jezdom za njo, tako časi bil je Stalin, hočem ženo iz Švice, da bo točno ko ura, nikoli ne bo zamudila mojega benžura. Hočem ženo iz Tajske, da se ne brije pod pajski, roke mu imela v zraku, šla bomo v Dajski. Hočem ženo, čakamo nobeno, pridi da prstanje se dober bom preveril. Ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, yes! Dame in gospodje, z vami number one keramičar v stroki in pa number one žena, 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 čeki, čeki, hočem Afganistanko, da v Maribor pride s tankom, hočem Amerikanko z McDonald's danko, hočem Bolgarko, ki bo imela plačo 1 marko, dal ji bom 10 in spremenil jo milijonarko, hočem Indijanko, čeprav ste skavoj, ma nema veze, sada skalpira me takoj, joj, 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 ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, malo tega, hej, ho, hej, ho. Ok, zdaj pa vsi skupaj idemo nekaj probati, tudi vi tam za televizijo. Jaz rečem mal tizga, vi rečete mal tega, ok? Da vidim, če smo kaj glasni danes. 3, 2, 1, check. Kaj ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, Mal tega, ti si žena, žena, moja number one žena, malo tizga, mal tega. malo tizga, malo tega, malo tizga, malo tega, malo tizga, malo tega, malo tizga, malo tega. Mal tega, Boštjan, six-pack, čukur, aplaus, čas je, da spoznate nocojšnja osrednja gosta, to sta Kiti in Vladimir Mikek. Spoštovani, Kiti, izvoli, Vladimir, dober dan, dobro večer, izvoli sest. Hvala. Kako sta? Vedno boljše. Decembrsko razpoložena? Super. Že imate kaj ukrašeno? Ne še. Kaj? Ja, dom, Še hišo, vedno. bajto. Še od lani. Skozi celo leto. Ja, se... Poslušajte, dajte mi povedati, kako sta se spoznala sploh? Ti poveš? Ja, torej jaz sem se predstavil. Ne? Jaz sem prišel na delovno mesto in sem rekel, gledajte, jaz sem tisti težak, ki vam že teži 1 mesec po telefonu, da me morate ta printer popraviti. Aha, Kiti je bila pa kaj, v firmi je delala tukaj? V firmi, ja, tam na V računalniku. Sloveniji? Ja. Ok. Računalništvo. Računalniški firmi. Ja. In potem, kaj, ti si prišel težiti tja, da si ti tista stranka? Da sem jaz tista stranka, ki jim že 1 mesec težim po telefonu, da mi najprej nekdo printer popraviti in potem sem ga tja prinesel, ker ni šlo drugače. In si videl Kiti? Ja. In pol je bilo to, kemija, iskrica? Potem, ja, ne ravno takoj. Ampak potem, ko se je začela usajati, da jaz nisem klical, potem pa ja. Videla sta se najprej skregala, torej. Preden sta se bolje spoznala, sta bila sprta. Pravzaprav ne ravno skregala, ampak, Skoraj. malo na nož, ja. Kiti, daj mi povej, kako si ti prišla v Slovenijo sploh? Pravzaprav sem se poročila s Slovencem. To je bilo 19 let nazaj. Nažalost je umrl. In potem sem sama s hčerkom in sem spoznala ta čarobnik. Vladimirja, Ja. ki se je prišel usajati na firmo, ki je bil čarovnik in je očaral in začaral tvoje srce potem počasi, verjetno. Ja, s časom res mi je očaral. Ne. Ampak živela si pa v Hongkongu, če kaj vem. Tam sem odraščala. Oče Japonec, mati Kitajka. Ravno kontra. Ravno obratno. Ja, Se pravi, oče Kitajec, mama Japonka. Mama Japonka, ja. Kaj te je prineslo, recimo Hongkong pa Maribor, to sta zdaj čist dva nasprotna pola. Ja. Kje si se boljše počutila? Tu je življenje izziv. Pravzaprav sem
pogumna sem bila in tudi zaradi ljubezen. Ja. Ljubezen ne pozna meja, ne, Točno. pravijo. Točno to. Vidim gestikulacijo Vladimira, kaj? Kaj to pomeni? Nič, ne. Jaz sem bil zdaj nekje druge zmišljen, jaz nisem poslušal. V Hongkongu, verjetno. Ja, tam. Vse smo bili skupaj. Precej. v Hongkongu. Prav. Bi ti nam en trik pokazal, recimo, preden gremo naprej? Kaj mi daš? Kotiček, pa vse posod drugod. Ti Daj nam en pokažem. trik pokaži. Ti pokažem En dober trik. En kratek trik s kartami. Trik s kartami, lahko pa začaraš, da Poznaš karte, ne? kak evro najdem več v žepu, recimo. Pa kaj Tudi vsi rečejo, ne? Vsi mislite na denar, ja. Ne, In potem vem. ga vprašam, koliko bi rad imel, pravi 500 evrov. In ko mu odgovorim, ni problema, stane 1000 evrov, Ne nam pokaži en daj, trik, kaj ti s pokažem kartami? res en ali kaj kratek imaš trik s to? kartami. Se da poznaš vidimo. karte verjetno, ne? Ja, Ja, mislim, od spredaj, ne? ampak Od to so zadaj- neke posebne karte, Od verjetno. zadaj tih ni treba, tam so Čarovniške. vse enake, ne? Ampak jaz imam tu komplet kart, ki niso čisto navadne, ampak so označene. Ok, zakaj? Ja, označene zato, da lažje najdem karto, ne? Ampak ne tu spredaj, mislim spredaj tak ali tak, ne? Tudi ne zadaj, ampak tu ob strani. Ob strani. Ja, Če daš to skupaj, tu imajo take črtice, vidiš, Ja, to se vidi. različne, ne? Okej. Ampak drugače pa je komplet različnih kart, ne? ampak te črtice so vse iste skoraj. Ja, to se tebi zdi, ne? Ja, seveda. No, Nisem poglej. čarovnik. Jaz bom naredil enostavno, tako bom karte spuščal, ti Okej. pa nekje vmes reči stop, Ok, ne? prav. A ja, zdaj. Ja, Greva mislim, še nekje enkrat. vmes moraš, Ja, ja, seveda. Okej. Ne prej reči, ja? Ok. Stop. Zapomni si karto Čak. in prosim, ne ok. pozabiti. Te poznaš karte, ne? Zapomniti najprej Do 10 številko, znam pa šteti, potem to- barvo ali pa obratno, ne? Ok, važi. Vem, Si zapomnil? sem zapomnil vse. Dobro. Poglej, zdaj, da bi lahko tvojo karto našel, je zelo važno, da karte pravilno mešam. Ne, Okej. To se pravi, ne bom te. Šlampasto, ampak zelo je elegantno. Ne? Vzamem točno pol kart in zmešam točno eno po eno. Če zdaj še nisi kdaj to videl, dobro, to bomo potem Oh my god. glavnem, eno po eno in če sem jih pravilno zmešal, Ja, so karte sortirane in mi to tudi povejo. Ne? Če pogledaš zdaj tu točno tu. sortirano. Ja, 4-krat, ne? Srce, pik, haro, križ. Ok. To je zdaj, če se ne vidi dobro, lahko to še naredim enkrat, da bi se stavil rdeče posebej in črne posebej. Ne? Ti še veš, katero karto si zapomnil, še nisi pozabil. Ne, vem še. Ja, mislim, ti to ne pozabi, drugače Ja, trikrat. reče brez veze. Ja. Kako dolgo se že ukvarjaš s triki, s kartami? Razen tega, da čaraš. 45 let. Viš, če jih zmešam še enkrat, jih lahko sortiram tako, da so rdeče skupaj in črne skupaj. Potem vidiš dvakrat Jezus. sortirano. Ne? Rdeče skupaj in črne skupaj. Ampak ko se greš te trike, recimo občinstvo ne vidi tega, da pač piše, ne? To Ja, je zate. to zdaj tebi pokažem, ker si pač občinstvo. seveda. Ne? Ja, Ampak to še vedno ni dovolj. Ne? Karte treba spraviti v eno tako zaporedje, kot je nov komplet. Ne? Ko kupim nove karte v trgovini, ja. tiste so navadno že iz tovarne zložene ali pa sortirane, recimo temu. Ne? Tisto potem izgleda približno takole. Sortirano. Perfekt. Ne? No in če je to vse sortirano, potem so karte po vrsti tudi tako. Srce as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fan, dama, kralj. Haro enako, pik enako in križ enako. Ne? Okay. In ti še veš, katero karto si se zapomnil, Ja, še nisi pozabil. zdaj iščemo mojo karto. Ja, zdaj je to zelo enostavno najti tvojo karto, ker so vse karte sortirane. In potem jasno vem za vsako karto posebej točno na katerem mestu se nahaja. Tako da, če bi jih takole premešal, naredim pač prevod iz te kitajščine v slovenščino in piše to gor. Križ 9. Veš, se jaz delam vedno kontrolo po teh črkah, ne? K, R, I, Ž, D, E, V, E, T. Ok, jaz sem brez besed. Ja, vse to, veš, pravzaprav je to normalno. To se dosti krat zgodi, jaz tudi navadno. Ja, tako da se ni začuditi, ne? Ne, Poslušaj, dajmo mi en kratek break narediti. Mi se odpravimo v vijolični kotiček počasi, ti boš pol še pokazal en trik, da nam še enkrat sapo vzame. Z veseljem, z veseljem. Ok, čas je za naš vijolični kotiček.
čas za to, da igramo fuzbal in da pozovemo prvega igralca, ki bo danes tekmoval še z nekom. Poznate ga vsi, večkratni državni prvak v motokrosu, slovenska legenda, Sašo Kragelj. Bravo. Sašo, spoštovanje, dober dan, dober večer. To je ta strašen motor, o katerem smo prej govorili, pa ga pokazali. Kar okrog narejen krog. Bo šlo 50-kubični stroj. Okrog narejen krog. Evo ga. To je ta stroj. Ja, se lahko, bi šlo, da bi se jaz recimo peljal s tem? Samo bi moral imeti malo večji motor. Lahko rečem. Tvoj sin? Ne, naš učenec. Učenec. Ti imaš tudi moto akademijo, oziroma motocross akademijo. Tako. Poslušaj, kako je s tem, se otroci radi učijo, pridejo, so veseli? Ja, v zadnjem obdobju je ta šport vedno bolj popularen, seveda z uspehi naših najboljših in temu botruje tudi vedno večje zanimanje podmladka in otrok. Slušaj, to je težek šport dejansko. Ni to enostavno, kot zgleda. Ja, zelo enostavno zgleda, ampak potrebno je imeti veliko energije, veliko volje in pa seveda ob začetkih veliko starševske podpore. Ja, tudi nekaj denarja verjetno, ne se zadeva ni poceni največ. Povej mi, kako se ti s fuzbalom? Bolj levo. Bolj levo? Ja. Dajmo mi poskusiti. Zdaj, kot vidiš, tam imamo ročni fuzbal, tja se vam midva zdaj odpravlja, kar stopi na eno stran. Na levo, ne? Najboljše na levo, ja, kar tja čez. Jaz sem zdaj tukaj ostal kot sodnik, pa rabijo seveda še enega igralca, tvojega nasprotnika, ki se bo pomeril v ročnem fuzbalu, pravila razložim takoj. Sandi Morel. Spoštovanje, Sandi. Ja. Poslušaj, ti si zdaj še en biser, ali kako, ne? Ja. Igraš pa? Bas-kitaro. Torej imamo basista, motokrosista, to je to. Zdaj pravila so zelo enostavna. 5 žogic je v igri, oziroma eno za drugo, valjda spuščam jih jaz. Zdaj tisti, ki prvi pride do 3 točk, je zmagal. Okay, poraženec dobi eno luštno tolažilno nagrado, zmagovalec gre naprej v zadnji krog. Naslednji teden zberemo še nekoga, ki bo potem igral, 4 najboljše izberemo v glavne in potem tisti igrajo Kinga, en proti drugemu. To bo ena taka special oddaja, fuzbalska. Pravila poznata, kar se fuzbala tiče ročnega, ja, namiznega. Ziher, torej šprudlanje, ne, to je to po štajersko, zdaj ti si bolj Primorc. Kako temu pravite? Šprudlanje. Tega ni na Primorskem, no? Imamo štrudle, ne? Štrudle imate tudi, dobro, pa štrudlanje. Torej, Sandi, štrudlat ne smeš. No? Ja. Sašo, šprudlat ne smeš. Prav. Zdaj smo se razumeli, ne? Ja. Doseca, okej. Evo, kateri ekipi bosta? Modra. Boste si izbrala kakšne ekipe? Ja, jaz glede na to, da smo na Štajerskem, bom kar vijolična, ne? FC Vijolica, bo Sašo Kragelj, FC Vijolični. Upam, da ne bom naredil preveč sramote. Ja, kaj pa Sandi, kaj boš ti za ena ekipa? Zgubil, pa si ne upam povedati, kaj bi bil. Kaj bomo, bas-kitara, FC Bas, recimo, to bi lahko bili, FC Bas, proti, kaj sva rekla, FC Vijolica, Vijolični, prav. Mikrofon, prosim, meni, da boš imel roke proste, zdaj to je to, cela umetnost. Evo, vmes, ne, v prstih, prosim. 3-4 sta pripravljena. Ja, okej, evo, dajmo. FC Bas, FC Vijolični. Da vidimo, kakšna bo. FC Vijolični 1, FC Bas 0, čeprav je kazalo zelo dobro. Evo, druga žogica, pazic. Basisti napadajo. Takole, FC... Kaj pa Burja? Burja, primorska Burja seka čez naša igrišča. In... 1-1. Kdo je zadal gol? FC Bas. 1-1. Je tako? Super. Tretja žogica. Ta igra bo hitro končana. Včasih so tisti, ki recimo došpiljajo ta fuzbal po kafičih ali pa fuzbaleri, ki to delajo v prostem cajtu, zelo dobri, pa zelo hitro končajo. Ampak tudi vama gre dobro. Torej, basisti iz Primorske in motokrosisti iz
Štajerske. Sašo, daj golmana, primi malo. Ekola. Napad vijoličnih ali pa modrih, kakor se vzame. 1-1, še vedno Primorska napada brez burje. Gol! Basisti 2 in Sašo Kragelj 1. Odločilna žoga skoraj že, recimo, da je. Če bodo muzikanti imeli malo več sreče. Sašo z vijolicami. Kaj bo z njim? Bravo. 2-2, odločilna, zadnja meč žoga. Sam trenutek. Tukaj, evo ga. To je zdaj za življenje pa smrt. Štajerska, Primorska. Burja z Primorske bliže žogi. Skuša napadati, Alba tudi ne. Si pomagati, strel in... 3-2. Sašo, bravo. Burja, basistična, tudi bravo, jasno. Evo, Sašo, to je zate, ena lepa ura. Vse čestitke. Hvala lepa. Sam ti je rekel, da bo zgubil, pa očitno ni. Ja. Igraš dostikrat fuzbal. Na kavču sem zelo dober za navijati, ja. Na kavču, za spremljati, tako. Dobro, kaj pa to, kar smo zdaj igrali? Ročni fuzbal? Ja. Evo, zdaj si ga boš kupil po novem, ker očitno nisi tako slab. Jaz bi izgubil, absolutno. Sašo, bravo. Oba bomo morala še trenirati, ne? Tolažilna nagrada, ti greš pa naprej v naslednji krog, tako da se še vidimo enkrat. Natreniraj do takrat, čez 14 dni si z nami spet. Treba v en kafič. Se mi zdi tako, ja, v en kafič. Kar tam ostati. Itak ste muzikanti, zdaj se non-stop po kafičih. Hvala obema, dajmo se mi odpraviti še k enemu komadu naprej. Sixpack Čukur je že bil z nami in še bo zdaj z novim komadom z letošnjega leta Insta Babe. Res je. Test. 6. Ček. Rada ima hitre avto, velike mišice, ima lepe frendice, same top misice, košatka psa, ki skos neki misi se, ime mu je Messi, dribla žogice. Na biciklu vozi se, ko je lep dan, rjava je na prvi spomladanski lep dan, verjetno bila v Solariju ali pa daleč stran v Dubaju, fura bar, management, she a star, nima plače, torbice so njen denar, v bistvu bi ga imela, sam je daleč stran kot njena hiša in sanj, v njej živela, sam je lifestyle odpelo drugam, fotor jo je spuvil za familijo štuko preveč, noben ga ni več tam, pa je stroško preveč, z diplomo bejba ve, da ne bo nadila preveč, Instagram, like mi, če sem ti všeč, šla je na letalo, na eno zabavo, se vozi z limuzino, na njenem Instagramu, sončni zahodi, spi po hotelih, selfie na posli, na zlatih fotelih, čak i marče, na hitro skalkuliram, to je 500 na dan, 7 dni v tednu, 3 ure 500 sam, kaj še ne druge stvari, vem da te šimpajo, babe, sam jaz čestitam ti, Ne seda punca, vse bo okej, folk te mal hejta, ki zgledaš okej, sam me lep filter, na sebe si dej, in vse bo spet isto, kot bilo je že prej, what up, what up, what up, more Insta babe, more, see what, what up, more Insta babe, more, check it, yeah, filter na filter, zgleda raketa, pardedov sivih glas, pa sama lepa dekleta, kaj so to prijatelji od očeta, jaz sem zmeden. Ne štekam tega sveta, jahte, pa ne take iz Lucije, šampanci, pa ne srebrne penine, pa se zdi, da sploh ne ve, kaj pije, stari večino polije, zrezka itak ne poje, kaviar se je gabi, sam tega ne pove, raje bi res tam krompir, sam tega ne sme, hashtag, na fotki vse pove, dej flash, predno vse skup poje, kaviar se je gabi, sam tega ne pove, raje bi res tam krompir, sam tega ne sme, lahko odpelet, lepo punco iz sela, sem težko veselo, zbrisat z njenega gena. Ne seda punca, vse bo okej, folk te mal hejta, ki zgledaš okej, sam me lep filter, na sebi si dej, in vse bo spet isto, kot bilo je že prej,
What up? Moj Insta babe. Moj. Čekaj, vsi smo ujeti v to, vsak bi rad bil nekdo. In vsak tudi je, ni nam nujno vse to, enkaj žal sem nam bo. A je bi ga zdaj, vsi smo ujeti v to, vsak bi rad bil nekdo. In vsak tudi je, ni nam nujno vse to, enkaj žal sem nam bo. A je bi ga zdaj, Moj Insta babe. Moj. Ne se rad punca, vse bo okej. Fuk te mal hejta, ka zgledaš okej. Sam menjen filter, na sebi si dej. In vse spet isto, ko boli že prej. What up? Moj Insta babe. Moj Insta babe. Moj. Moj Insta babe. Moj. Boštjan Sixpack Čukur. Spoštovanje. Dobro večer. Izvoliš mikrofon, da te kaj slišimo. Insta Babe, to je kaj nov singl, letošnji. Ja. Čisto nova zadeva. Zdaj to je že tak čisto den zvodak si, ni več tisti neki rap klasični, kaj s tem? Ma ja, saj tudi nikoli nisem imel sebe za nekega klasičnega reperja. Rad eksperimentiram z mojim prijateljem Tošom Amanovičem, kitaristom skupine Nudes, ima že nekaj cajta skupaj v bližini Maribora v studiu in pač delamo komade malo drugačne, kar se tiče muzike. Kar se tiče teksta, pa mislim, da še vse nekaj ostajamo v svojih nekih keramičarskih krogih. Poslušaj, imaš kak album zunaj? Ne, imam pa nove ploščice keramične. Gremo ploščice kupiti. Veš kaj, zdaj smo se imeli, bi dal ven en album, sam ne vem točno v kakvi obliki, ne vem točno za koga, tek da se pač lotevam. Daj keramične ploščice ven. Ja, vse jih imam, pozabil sem danes. Na prvo dajo sem prišel, sem pozabil ti drugič, pa ne se upam, da vedno redi za hec. Poslušaj, eno vprašanje vam zate. Recimo, če bi izbiral med Hongkongom pa Mariborom, kaj bi vzel? Misliš, kaj bi vzel? Kot recimo mesto, kjer lahko bi živel. Ja, kjer bi živel, tako. Ja, v Hongkong bi definitivno sprobal, če ne druga, da vidim, kak zgleda, ne. Da vidiš, kak je, ne? Jaz sem tak, jaz v bistvu tek prišlek iz Velenja, ne, tako da, če bi poprašaš med Velenjem pa med Hongkongom, pa bi pa težko. Ampak ti si Korošec drugače? Ne, Štajerc, Velenje je še Štajerska. Že, ampak rodil si se pa v Slovenj Gradcu, nisi? Ja, to pa ja. No, pa to mislim. Dobro, ja, mislim, to je bila najbližja porodnišnica, koliko ne večina Velenčanov se je rodila v Slovenj Gradcu, ampak mi smo vsak vikend nek druge, meni si pravi, ki si zdaj, pa mi smo vsak vikend nekje igramo, Slovenija je tek mala, druga je, če bi šel v Hongkong, pa bi bilo pa res malo. Ja, to sem isto reči, da ni neke razlike, si zdaj na primorskem koncu ali si v Prekmurju, itak z enega konca in drugega si kaj, v 2 urah. To je najboljša stvar Slovenije. Stop, super. Vladimir si kdaj razmišljal, da bi šel v Hongkong živeti? Razmišljal že, ampak ni to za me. Ni za tebe, zakaj ne? Kaj ti ne ustreza? Jaz bi najrajši živel tam nekje Bogu za hrbtom, kjer samo medved pošto nosi. Ali pa lisica. Veš kaj, skozi vsa ta leta se nekako naveličaš stalno tiste publike, ogromno ljudi posod, ker predstave lahko imaš samo v večjih mestih, kjer je dosti ljudi, ne? Ja. In tako da, ko gremo v penzijo nekam, kjer bo mir. Ja, pa nisi že v penziji? Ne, še ne, ampak načrtujem nekje v prihodnih letih, ja. V prihodnih letih? Ja. Dobro. Video boste zdaj počasi pokazala spretnost, dajmo se malo še ustaviti Sixpack, da še ti en komad nam odpoj, prosim, stage je tvoj, sam mikrofon mi vrne. To je to še pa rabim. Ekola, preden pokažemo spretnost, oziroma preden jo pokaže nekdo drug, se dajmo staviti pri komadu, ki pa še bolj kot, da rečem, ata na mamo, v tem primeru Sixpack Čukur, 2 plati. Yes. Aha. Ej, dolgo od tega, odkar sem te spoznal. Bila si raketa, bila si wow. Bila si lepa iz drugega planeta, ne od prstenjaka, bolo čez paketa. Ej, nisi delala se fino, špricer menjala za vino.
Ej, zdaj pa kot da gremo v kino. Vojna zveste spatijo, ljudje govorijo, se smejijo, čudne zgodbe okoli mi delijo. Pravijo, da čas za celo mi bo zarane, a jaz bez tebe, kopaj si brez hrane. Ej, apetit se mi bo vrnil, no listo life bom obrnil. Pot do vrha je zmeri strma, nikoli na izi, nikoli samena, nikoli ni dobrega komada brez refrena. Vsaka zgodba ima dve plati, a draga moja, tvoja matri, ena je z mano, ena je s tabo, ena je z mano, a ena z njim. Ajde, gremo še enkrat, come on. Vsaka zgodba ima dve plati, a draga moja, tvoja matri, ena je z mano, ena je s tabo, ena je z mano, a ena z njim. V sobi sedim, družbo dela mi pir, razmišljam, a si z mano, a si spet z njim. Ma kam on tisto, kar jaz nimam, ma kam on pove takoj, life zrihtam. Potoči zdi te prepozno, potoči solzo mi je grozno, ko moje čevlje spet obuješ, svojo igro obžaluješ, ti je žal, ha? A tiste male stvari včasih bile so dovolj, vem, da dosti več nudi zeti on je hudi avti, firme in kosila, ma je veš vse to, če dečko nima stila. Ej, z mano na obrazu bil je nasmeh, spodne hlače zmeri pleso na tleh, tega kupiti se ne da, sama veš, a ne priznaš, da je tretja zgodba laž. Vsaka zgodba ima dve plati, a draga moja, tvoja matri, ena je z mano, ena je s tabo, ena je z mano. Zdaj pa, če smo že na Štajerski, dajmo mi našega Alfija poklicati, no, da bo fair, ne? Halo, Alfi? Veš, Sixpack, povej. Vsaka zgodba ima dve plati. Aha. Pri eni zmagaš, ja. Pri drugi pa te ni. A dajmo en aplauz za Alfi Nipiča, vse je z nami tukaj. Hej! Vsaka zgodba ima dve plati, a draga moja, tvoja matri, ena je z mano, ena je s tabo, ena je z mano. Vsaka zgodba ima dve plati, a draga moja, tvoja matri, ena je z mano, ena je s tabo, ena je z mano, a ena z njim. Alfi, dame in gospodje, vsaka zgodba ima dve plati. Sixpack Jacuzzi, Alfi Nipič, uživo in direktno sam za vas. Pokaži spretnost, to je tisti čas, ko smo vsi zelo veseli, ko morajo gostje naši oddelati eno od nalog, ki je seveda niti ne toliko zahtevna, ampak toliko bolj vesela in komična, mi se vse smijimo zraven. Če se spomnite, da smo v preteklih oddajah igrali hokej do neke mere, potem pokali balone z bagrom, pa da naprej ne naštevam, danes bo treba preobleči posteljo, zdaj bomo videli, kdo je boljši v tem opravilu dejansko, ali Kiti ali Vladimir. Zdaj še en keče pri vsem skupaj, to morate opraviti z rokavicami, ki se sicer uporabljajo za kaj? Vladimir, ki je dosti v kuhinji, bo to vedel? Ja, to je za žar na vrtu. Ja, tudi ja, recimo, če se hoče zažgati. Ja, pa za okopavanje krompirja. Ja. Zakaj še? Ja, pšenico ne bi žel s tem, to je malo preko. Ne bi šlo, težko. Kiti izvoli rokavice, te rokavice si moraš natakniti, bolj pa v čim krajšem času preobleč postelj, torej preobleč odejo in obleč, niti ne preobleč, no? Obleč odejo in obleč vzglavnik. To je vse, kar je treba narediti. Prav, rjuhe ni, odejo obleč, vzglavnik obleč, mi štopamo čas. V čim krajšem času z rokavicami to opraviti. Prav? Ok, prosim, kar postavi se na drugo stran. Pa ni se treba sleči, pa noter iti, ne? Ne, ni se treba sleči, treba iti v posteljo, treba je samo zamenjati. Resno. Lahko oblečeš rokavice. Tako, si pripravljena? Ja, mi štopamo čas, 3, 4, zdaj! Ekola, Vladimir, da mi povej, v kakšnem času bo uspela to? V kakšnem času bo uspela narediti to? 2 minuti 28. Dobro, upam, da gre enkratno od rok. Zdaj, mene zanima, kako boš ti to zadevo rešil. Naj te le zanima, ker mene tudi. S pomočjo trikov? To ne bo, ne. Ti si s kartami boljši, ne?
Ja, Načeloma. s papirjem bi lažje šlo to, ja. Pa tega ne pozabi, zadrgaj še na vrhu, no? Dobro, hec, čeprav si v vojski, znaš poslo skupaj narediti. Ja, samo tam smo delali z usnjenimi rokavicami, veš, ne s takimi. Ja, zdaj ti prinesem usnjene bolaže, resno. Kiti, Ja. dobro napreduje. Kiti, kako gre? Odlična. Odlično. Vse se, kot se vidi. Ja, zgleda super. To lahko doma poskusite bolj z rokavicami delati, pa doma štopati, recimo, Ja, za tekmovanje. veš kaj, to bi bilo lahko zanimivo, ja. Čeprav zdaj sploh ne rabim vprašati, kdo to doma dela, no? Ja, misliš, kdo štopa? Kdo štopa? Štopaš ti, boš po novem. Ja, jaz štopam že zaradi tega, da ne more tako hitro narediti, ne? Ja, lahko poskusiš, zdaj je to tvoja naloga po novem. Evo, Kiti je skoraj pri koncu, odejo treba obleči. Na začetku. Ja, Mislim, na začetku jo je treba, ne? Še noter spraviti. to se boš izkazal čez minutko. Ja. Skoraj pri koncu, Kiti finišira, odejo samo še zadrga manjka. Trudim se. Hitro, gre. Trudim Kaj že se. težko dihaš? Vladimir bi moral navijati kot To je navadno tako, kot ja. zvest mož. Ja, saj navijam. Spodbujati. Saj navijam, samo ker moram jaz potem biti. Ups. Ker moraš kaj, gre? Malo še. Poravnati zadevo. Noter, daj tistega, noter ga daj. Tako, ja. Poravnati zadeve, gre do konca. Hitro, ja, še zadnji centimetri zadrge. To. Evo ga. Dajmo še poravnati, da bo lepo izgledalo vse skupaj. Hitro, Kiti. Porihtati odejo. Zadnje sekunde, evo. Bo šlo, fej. Ne bo šlo. Malo je zido, okej. Ne bo šlo. Poravnaj sam do konca, na hitro. Fino, to je bilo. Vredo je, Kiti, vredo. Spravi se jim. Dobro, okej. Konec! Juhu! Bravo! Pa veš, da znaš ti to napraviti. Kiti, kaj misliš, koliko časa si rabila za to? Bilo naporno. 2 minute pa pol. 2 minuti 29. Jaz pa si rekel Evo ga, 2,28. sekunde je manjkalo, 2,28, ja, s tvoje strani. Evo, Vse življenje se bom želel, da sem za to za eno... Super, zadihana, se pa treba malo spočiti, ne? Bilo naporno? Malo vodo, ja. No, precej, ok, vodo ti prinesemo takoj. Dajmo mi pogledati še, kako gre Alenu na cestah. Robček išče, če se spomnite, iz blaga, robec, pravi džentlmenski. Evo, dajmo pogledati. Ok, iščemo srečo dalje, iščemo nekoga, ki ima robček, svilen, bombažen, kakršen. Evo, tukaj bom vprašal vidva, eno vprašanje imamo za vas, za eno tako lepo nagradico, če imate mogoče pri sebi robček, ki ne sme biti papirnat. Svilen, bombažen, kakršen koli, tist, ta prav, za dece. Dej, poglej, mogoče smo dobili. O, imamo! Evo, hvala ti ful, naredil si mi veliko uslugo, jaz naredim tebi z eno tako lepo nagrado, z lušno uro, tako da evo. Žal vam samo eno darilce, oprostite, ampak robček ti ne bom ukradel, lahko ga spraviš nazaj. Hvala, rešila sta mi življenje v tem mrzlem Mariboru. Hvala. Čau. Pokaži spretnost, drugi del, v prvem smo videli Kiti, ki je uspelo posteljo sestaviti, spraviti odejo v prevleko pa vzglavnik, tako kot je to treba, v 2 minutah pa 29 sekundah. Bila si zelo blizu, rekla si 2 minuti 30 sekunda gor dol, dober feeling za cajt. No, super. Zdaj, naslednji na vrsti, jasno, Vladimir z rokavicami, ki mu bodo otežili delo do nezavesti. Zdaj treba bo tudi pogledati, če Vladimiru uspe kaj začarati, recimo v tem primeru. Vladimir, pravila poznaš, rjuhe ni, vse, kar moraš narediti, dati v prevleke odejo pa polšter. Bo šlo? Si ready? Si pripravljen? Več ali manj. Da več, to bomo zdaj videli. Štopamo ti, 3, 4, zdaj. Evo, Kiti, zdaj povej, koliko časa bo rabil tvoj mož? Eno celo večnost, tako da veš. 5 minut. 5 minut, mi gremo ta cvet na kavo, Vladimir, naredi, kar moraš. A pa špricer, saj petek, no, to si zdaj lahko privoščimo To počasi. me bo pasalo zdaj. Ja, zdaj se bo nekaj naučil, da bo doma to delal pol.
A res nikoli ne dela tega doma, ali kaj? Ti to je pa zoper. Ne, ker nima možnosti. Noče? Niti ne, pravzaprav jaz reče tu samo. Ja, se je bolje boljše, ne? Kot reče, slave volje pa je tečen, pa... Veš, koliko sem jaz tečen zaradi tega? Nimaš pojma. Le zdaj to. Ja, zdaj bomo imeli ženske kaj zagovoriti. Ne glej moškega, ne, zdaj ne zna, zdaj nima pojma. A ja, to si rekel z one strani, kaj nisi povedal? Se imamo čas. Imamo tam 10, par oddaj predstavimo. Tja. Vlado, kaj rabiš pomoč? Ja, pa ne tvojo. Jaz jo bom težko dal, dejansko. Zdaj malo užival. Ti samo uživaj. Kako se to dogaja in kako počneš zadeve. Začaraj, Vlado, pokaži kak trik. Zakaj? Kar recimo, da ti ne gre mogoče najbolje. Ja. Pa lahko zdaj roko na srce tudi jaz ne bi ga boljše naredil. Evo. Lahko ti rečeš kar hočeš. Yes! Bravo! Bravo! Še malo. Čas mi kar težko delati, no? S temi rokavicami. Ja, zelo. Zdaj, če ne bi bilo rokavic, bi ti bila kaj? Fertigo koliko? Pol minute? Manj kot 1 minuto. Manj kot 1 minuto, sigurno, ne? Ja. Evo, zdaj pa... Zakaj si pa to odlomila, to uho od zadrge, ha? Kaj, odlomljeno? Nič ni odlomljeno. Ne, ni bilo. Vse je v redu. Sploh je ni bilo, ne? Vse je regularno, vse je po pravilih. Ura teče naprej, tik-tak, tik-tak. Ja, se nazaj ne more, veš? Vlado se trudi do nezavesti, triki ne pomagajo. Sem vesela, da lahko tu gledam. Vse enkrat. Uživaj še 1-2 minuti, verjetno, nekaj takega. Dajte si to posnet, pol doma, no? Ja. Zakaj? Ja, bomo dali malo vati. tak, za hec, kaj ne gre, se je zataknilo. Bo. Samo... Bo šlo. Vlado uspeva proti finišu, manjka samo še vzglavnik. Zoprno. Malo še. Potrpežljivo. Z občutkom, Vlado, z občutkom, nič na silo. Zakaj ne? Jaz mislim, da me bo počel kasneje, ko bo to zastavil skupaj. Da še palc spodaj, lažje. Ti ti zdaj veš, kaj moraš dati za Miklavža, recimo, ne? Čez 10 dni so že prvi prazniki, prvi cajt. Zakaj se ne da zadrgati? Se da. Ko? Vlado, deva se zmeni, pusti Odejo pri miru, kar na vzglavnik, hitro. To je to, hitro še vzglavnik, hitro. Vzglavnik mora tudi biti. Cajt teče. Ja, cajt, ja. Zdaj zmagal več ne boš, zdaj sam vprašanje časti še, dejansko. Če bom jaz zmagala za ti 5 minut, sem stavila. Bo šlo, Vlado? Ne. Bo. Boš pustil pri miru vse skupaj? Ne, bok ne zdaj. To bom že naredil do konca, zato. Rešuje čas. Ker sem ti obljubil, da bom. A nisi rekel, da si v vojski to sestavljal skupaj? Ja. Ja, Kiti, greva mi do nekaj še spit, ta cajt. Zadnje časa. Časi. 3, 4, malo še manjka. Ok. Pusti zadrgo, pusti vse skupaj. V redu je. In jaz, posla pripravljena za silo, da ga ne bo vzelo. Luč pazi, to nam že pusti celo, bravo. Čestitam. Brez rokavic, prosim. Eko, še to. Hvala lepa, no. Ja, prosim. Čestitam. Vlado, kaj misliš? Kaj misliš, koliko si rabo za to? 6 minut. Jaz skoro tu približno, nekaj takega je bilo na koncu. Koliko pa je bilo res? Vse skupaj. 3 minute pa 57 sekund. Ni tako slabo. 2:29, 3:57. Zmagovalec, zmagovalka Kiti! Ja, doma lahko probate pol rokavice, obdržite. Super. Da boš imel kaj za sestavljati, ko prideš domov. Prav? Wonderful. To je to. Hvala. Evo. Dajmo se mi ustaviti pri enem zelo velikem presenečenju, ki ga imamo za vas, tako da ne odhajati v kuhno, v hladilnik, počakati, nekaj boste dobili. Če boste zelo hitri, pa če boste ta pravo zadevo napisali. Kaj več o tem čez nekaj trenutkov?
čas za našo nagradno igro, jako obetano in komaj pričakovano, in sicer Vizit Pohorje z RTS. Luštna zadeva, v kateri prijete na račun seveda vsi tisti, ki imate Facebook račun. Če ga nimate, ga dajte čim prej narediti. Zakaj? Zelo enostavnega razloga, ker vam podarimo karte za smučanje. In sicer, evo ga, Vizit Pohorje, karte za smučanje za 2 osebi, 5 srečnežev oziroma srečnic bo prišlo na svoj račun 15. naslednji mesec. Kaj je treba narediti? Zelo enostavno, všečkati objavo nagradne igre na Facebook strani RTS 24. Tam se označiti, torej po domače potegati na sebe oziroma nekoga, s katerim bi pač radi šli, pod komentarje potegati nekoga, označiti in seveda všečkati tudi samo objavo, pa stran, Facebook stran RTS 24. Torej Vizit Pohorje za RTS, če želite smučati, če želite karte za ston, poveste, kaj treba narediti. Mi vas bomo torej zbirali vsak teden znova in potem vse vaše komentarje, všečke in kar sodi zraven dali v to čudovito skrinjico, iz katere bomo kasneje nekoga izžrebali, da bo šel smučati in to za ston. Bo za kakšne varovničke ostalo, kar seveda tudi ni slabo. Ne pozabiti, Facebook poklikati RTS 24, tam boste našli vse tudi pravila, kako nagradna igra sploh poteka. Preden se to zgodi, če niste zdaj za kompjuterom, za računalnikom, upam, da niste, zadnji ples, ki še ni čisto zadnji, nocojšnji ansambl naši gostje Biseri. Šanku slonim, brez družbe nocoj, pijem pivo in molčim. Na odru muzika v živo igra, ti pa plešeš srečna z njim. Kako naj pozabim, kar je lepo, kar ponovil bi takoj. Spomni se, včasih si srečna tako, plesala z menoj. Prihrani zadnji ples nocoj, še zadnjič plesal bi s teboj. Zaplesal med spomini lepimi na naju dva. Prihrani zadnji ples za njih, nekoč pominil mi je vse. Ko sva bila še parni dva, do ušes zaljubljena. Me ne vprašaj, ker ne bi lagal, še sem sam in rabim čas. Tako kot si ti pozabila me z njim, tebe bom pozabil jaz. Če bi zaigrali spet tisto, saj veš, tako mat moj in tvoj. A bile še enkrat tako za spomin, plesala z menoj. Prihrani zadnji ples nocoj, še zadnjič plesal bi s teboj. Zaplesal med spomini lepimi na naju dva. Prihrani zadnji ples za njih, nekoč pominil mi je vse. Ko sva bila še parni dva, do ušes zaljubljena. Ko sva bila še mlada, mlada in zaljubljena. Ansambl Biseri, evo, ni še zadnji ples, še bodo z nami malo kasneje, verjeli ali ne, še en štikl imajo za nas perajc pripravljen. Plešete vidva kaj?
Tu pa tam jaz plešem, ker ona žvižga. No, žvižga ti pleše, zdaj to je mišljeno, da ja, tako kot žvižga, ja. Tako veš, kako. Vse jasno. Ne, ampak čist res, kaj, greste kam ven, plešete, kaj se zabavate, ne? Zelo redko kdaj. Preveč dela? Navadno so taki vikendi delovni Okay. in potem, kadar je kakšen fraj vikend, potem rajše smo doma. Že ti imaš verjetno kar precej nastopov. Pa saj je, ampak človek bi rad včasih, kaj vem, imaš precej nastopov, ampak je dosti takih tudi, ki so iz poklicnega vidika nujni, želel bi si pa kaj drugega delati. Ja, pride tak dan. Ne, pridejo recimo naročniki, ki jih ne briga, plača in konec, ne, in moraš delati. In kljub temu, da ni publika, ki bi ravno bila za tebe. Ne. Ker vsaka točka, vsak umetnik ima neko svojo publiko, ki mu najbolj paše. Okay. Zdaj tu smo še ena publika, ti pa nam lahko še en trik pokažeš. Super, recimo. ja. Zdaj smo zbrali tukaj danes. Še enkrat trik. Veselje. Tu imam etui Okay. in v njem so 4 karte, 4 kralje. Okay. Veš, ker zdaj je popularna ta mentalna magija, telepatija, prenos misli in tako naprej. Ne? Okay. In zato jaz že vnaprej vem, kaj se boš ti odločil, ker sem že lani to pripravil. Torej, v njem so 4 karte, 4 kralji, srce, karo, pik in križ. Okay. Jaz sem že enega od teh lani okrog obrnil. Tako da so 3 v eno smer, en pa nasproti v drugo. Ker točno vem, kateri je tebi najbolj všeč. Točno tisti, ki je obrnjen. Se pravi, če si zbereš enega od teh 4 kraljev, boš prisiljen izbrati ravno tistega kralja, ki je obrnjen. No, kaj misliš, kateri kralj je obrnjen? Srce, karo, pik ali križ? Srce? Se sem vedel. No, poglejva. Tu je prazen, Okay. modre karte, prva, druga, tretja in četrta. In za razliko od teh, ki so modre, je srce, ki si ga ti zbral od zadaj rdeč. Da ne boš mislil, da je bilo to slučajno, si jaz lahko privoščim finto, pa napravim še enkrat, ne? Izravnam srčevega, pa obrnem enega drugega. Pa lahko izbereš katerega koli drugega. Katerega koli? Jo. Reciva pik. Točno, se sem vedel. Pa kaj je zanimivo? Tu je prazen, karte so pa tokrat rdeče. Prva, druga, tretja in četrta in za razliko od teh je piko moder. No, včasih ljudje sprašujejo, zakaj enkrat 3 rdeče in ena modra ali pa obratno. Ne? Jaz lahko vedno naredim 3 modre z eno rdečo. Ne? Ali pa obratno nazaj 3 rdeče z eno modro. Važno je, da je modra izbrani piko kralj. Jaz ne grem več njim jasno, nič več, to je to. Evo, telepatija, mentalna magija in vse skupaj, Vladimir, najlepša hvala. Dajmo mi pogleda, kako je odrezal Alen Klepčar, tako. Pozdravljen. Pozdravljen, Klepčar. Klepčar, oboje je pravilno. Vse je vseeno. Klepčar, dobro, hvala Bogu. Daj mi povej, kako je bilo na cestah, na ulicah, ste našli, si našel? Tako bom rekel, en nasvet za Mariborčane, dejte v prihodnje nositi svilene robce s sabo, ker če bo kakšen Primorec še kdaj po mariborskih ulicah to iskal, morate imeti. Že zaradi stila, no, ja, da se bolj uglajen. To predvsem, ja. Tako, sploh če kakšna dama zajoče, recimo je fino imeti en tak robec. Tako, ampak sem pa našel. Ok, koliko časa si raval? Ne vem, na pamet, mislim, da je bilo nekje, kar nekaj časa, no, nad 15 minut, definitivno. Nad 15, ja. Pa manj kot 20. Ja, to pa. Ti zdam, koliko je bilo? Kako? Ti zdam, koliko časa si raval? To me pa res točno zanima, ja. Ok, 16 minut, pa 48 sekund. Kar ni slabo, ne, glede na to, da sem svilen robec iskal, pa da polovica ljudi na ulici sploh slovensko ni govorila, pa zmešnjava, ampak jaz sem zelo zadovoljen z rezultatom, veš. Kaj pa so govorili, kakšen jezik, če niso slovenskega? Jaz drugega ne znam, tako da ti ne znam povedati. Ok, ansambel Biseri, koliko sta rekla, 16 minut in 48 sekund. 16 minut in 48. Evo, zdaj ste... Kar pomeni drugo mesto, ne? Drugo mesto. Ne bomo rekli pred zadnje, bomo rekli drugo. Čakaj, samo da vas še damo na tablo zdaj gor, da boste lepo uvrščeni. Evo ga, še vedno
vodijo ansambl Stil, kar se zna zgoditi. Ups, a bo šlo to dol, ali ne bo šlo dol? Preden tablo prevržem. Ansambl Stil, absolutni prvaki v tem trenutku, 2 minuti 57. Evo, vi ste drugi, biseri. 16 minut 48 sekund, pol pa poskočni muzikanti na tretjem mestu. Tako, si kaj ponosen nase? Pa povedal sem že, da kar ja, glede na to, kakšno nalogo sem imel, pa kakšni so bili na trgu v bistvu pogoji, da je zunaj zelo mraz, da je zelo malo ljudi zunaj, pa veliko tujcev. Si uspel, jaz ti čestitam. Super, jaz sem zadovoljen, da sem sploh našel in spiljen Evropčan. Super. Alen, en komad boste še vi zapeli, če jaz kaj vem, za konec, tako da predlagam, da se pridružiš skupini. V redu, jaz vračam mikrofon. Evo, hvala ti, hvala za sodelovanje. Kiti in Vladimir, hvala, da sta bila nocoj tukaj. Hvala za povabilo. Upam, da boste zdaj skupaj tudi poslo pripravljala, kot sta jo danes. Ja, v rokavicah. Skupaj, da pomagate drug drugemu. Jaz bom z njo delal v rokavicah. V rokavicah, kot da to že sicer ne počneš verjetno. Danes sem dobil lekcijo, tako da bom pač moral v rokavicah. Gentleman. Kiti, hvala, Vladimir, hvala. Tebi vam hvala. Pred ekrani, hvala, da ste bili tukaj, cenjena publika enako. Naslednji teden se vidimo v petek ob istem cajtu na istem mestu. Za vas za konec samo še ansambl Biseri s komadom Venček bisernih. To je to, se vidimo naslednji petek. Recite ji, da sem le njo vedno ljubil, sanjal sem jo, mene in njo, vse bi dal, če bi lahko. Recite ji, da sem želeva izgubil, rad bi, da ve, da mi bila je vse. Tvoje lase, rad bi božal in te gledal moče, tvoje telo me privlači in me mika tako. Želim si to, bunči ni debate, jaz sem stvarjen zate, ti si moja, jaz sem tvoj. Daj, mala pridi k meni, bodi z menoj. Bunči ni debate, jaz sem stvarjen zate, skupaj nora bi bila. Zdaj, ko sva mlada še oba. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Včasih spomnim se tebe, spomnim naju dve, ko na morju spoznal sem te v 3 poletnih dneh. Zdaj vsak večer sprašujem se, če te videl bom še kdaj. Ta poletni seraj s tabo vrnil še enkrat bi nazaj. En selfi s tabo, da mi za spomin ostal bo, ko se bom spomnil včasih na te, ko bom pogrešal tvoje oči. Ta selfi s tabo je vse, kar mi je še ostalo, ko s tabo sem živil te 3 najlepše dni. Ta selfi s tabo je vse, kar mi je še ostalo, ko s tabo sem živil te 3 najlepše dni. Ko s tabo sem živil te 3 najlepše dni.